Več kot 40 let je trajalo, da se je lahko zgodil ta dan, zgodovinski dan. Danes so namreč občinski svetniki in svetnice občine Bled sprejeli pomembno odločitev, da se lahko začne gradnja južne razbremenilne ceste. Občinski svet je tako končal negotovost okoli izgradnje in ponovno potrdil traso ceste, ki so jo že leta 2013 umestili v podrobni prostorski načrt. Po seji, ki so jo svetnice in svetniki zaključili z aplavzom, je bilo z več strani slišati, da je šlo za zgodovinsko sejo. Zato, ker smo končno povedali državi, da smo enotnega mnenja in da ne moramo biti mi nobeno ovira več pri tem, da se začne z deli. Ja, vsekakor je šlo za, milo rečeno, za zgodovinsko sejo. To je nek začetek, ki je pokazal, da je blejska politika in občani, celotna lokalna skupnost pokazala eno izjemno enotnost za začetek uresničevanja tega težko pričakovanega projekta, ker brez tega projekta praktično pademo v neko spiralo in ne samo Bled, temveč tudi Bohinj, pademo v neko spiralo okoljskega, prometnega in pa gospodarskega uničevanja našega kraja, kar je pa seveda nesprejemljivo in je popolnoma, bom rekel, že čudno, da se 50 in več let čaka na tako pomemben projekt. Seveda ob tem moram nujno pohvaliti in pa izpostaviti civilno iniciativo, njihova prizadevanja, ki so ne samo v okviru južne razbremenilne ceste, ampak širše pokazali to vrednost sodelovanja prizadete javnosti pri tako pomembnih projektih umeščanja v prostor in ne nazadnje njihov razum pred končnim sprejemanjem in pa nujnostjo začetka gradnje te naše nesrečne južne razbremenilne ceste. Na seji so svetnice in svetniki na podlagi mnenj projektantov in soglasodajalcev zavrnili alternativno traso, ki jo je predlagala civilna iniciativa Mlino. Civilna iniciativa Mlino se je vse od svojega nastanka, lahko rečem, zavzemala in res to iskreno zavzemala za potek južne razbremenilne ceste tako, da ne bi oziroma da bi ostala celovitost vasi Mlino Zazor, pa seveda tudi v duhu varovanja naravne in kulturne dediščine. Naš namen je bil, da bi iz vznožja, severnega vznožja Kozarce premestili traso na južno območje Kozarce in seveda s tem tudi rešili celotno vas. Je pa dejstvo, da od vsega svojega začetka niti enkrat, niti za trenutek nismo nasprotovali izgradnje južne razbremenilne ceste. Bil je pa problem tega, ker je temna senca na našem delovanju, da pač nismo bili slišani. Problem je v tem, da če bi mi že lahko na začetku, tako kot določajo določene zakonske podlage, naprimer Aarhuška konvencija, da je potrebno vključevati javnost pri umeščanju projekta vse od začetka, potem verjetno do tega, da se to vleče vse do leta 2020, da se šele danes pogovarjamo o nekih rešitvah, ne bi bilo. Skratka, menimo, da je pomembno, da se to pove na glas, da pri umeščanju v prostor, ki je zelo, zelo delikatna zadeva, da se vedno na začetku vključi javnost, to je ljudi, ki so zainteresirani, da sodelujejo pri tem umeščanju in več ljudi več ve, najdejo se boljše rešitve, lahko se ustvari partnerski odnos na ta način sodelovanja, ki prinese tudi manj recimo jeze in slabe volje na vseh stranih. Svet je naložil županu in občinski upravi, da skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pristopi k usklajevanju omilitvenih ukrepov na veljavni trasi, da bi tako zagotovili čim manjše vplive na bivalno okolje. Za izvedbo teh ukrepov bo župan oblikoval delovno skupino in jo predlagal v potrditev na prvi naslednji redni seji občinskega sveta. Čim bolj bomo probali na roko ljudem, ki bodo prizadeti s tem potekom ceste, ampak kot si videli, je to dokazano edina možna varianta. In nekaj bo sigurno mogli iti, za vse ne vemo, teren je naporen, nepredvidljiv tudi deloma, ker je, ampak nekje virtualnih cest ni.
In že takrat sem povedal, da po drugih variantah so nakloni previsoki, je vse daljše. Ko se žišel, je neprimerno bolj obremenjena krajina. Nažalost drugje ne gre. V civilni iniciativi Mlino si bodo po besedah Mete Pazlar prizadevali za omilitvene ukrepe znotraj sprejete trase. Na vsak način so ti inženirski objekti, ki so zdaj umeščeni v prostor, to je viadukt, podporni zidovi, sidranje, vsi ti objekti nekako degradirajo prostor. In to, kar so svetniki danes sprejeli, je tudi, bi lahko rekli, v danem primeru zelo dobra popotnica, da so se zavezali, da se bo ta obstoječa trasa znotraj OPPN-ja seveda lahko optimizirala. Predvsem gre tukaj za optimizacijo, možnost pokritih ukopov, možnost znižanja trase in seveda treba je zavarovati okoljsko prebivalstvo pred hrupom, pred emisijami. Mi vemo, da je to danes izvor marsikakšne bolezni, tudi hrup. In tako kot govori osrednji cilj slovenske razvojne strategije, da je kakovost življenja za vse. In če je za vse, potem naj bo tudi za slehernega Mlinana ali za slehernega kogarkoli živečega ob trasi. Torej, optimizirati je potrebno traso, temu so se zavezali svetniki, temu se je zavezala občinska uprava, seveda pa bo pri tem sodelovala aktivno tudi civilna iniciativa Mlino, ki kot rečeno nikoli ni nasprotovala južni razbremenilni cesti, ampak samo umeščanju v prostor, ki pa ni bil v skladu z zakonodajo. Če bi mi res začeli delati tako, kot je bilo zadnje pol leta, ko smo dobili zeleno luč za izdelavo idejne zasnove, potem verjamem oziroma sem kar prepričana, da bi bila mogoče že v delu tudi ta cesta. Sprejeto odločitev pozdravlja tudi bohinjski župan Jože Sodja. Jaz mislim, da je današnja odločitev zelo pomembna za bohinjsko in blejsko občino. Za bohinjsko pomeni, če govorim za Bohinjce, upanje, da dobimo razbremenilno cesto in pa hitrejšo pot v službe in pa potovanje, naših gostov do nas. Za vse in Blejce in Bohinjce pa upanje, da končno nekako privagamo in damo žogico na državno stran, ker kot smo bili zvani ali pa kot smo se vedeli, je bila ta ne krivda, ampak poteza potrebna strani Blejcev in jaz mislim, da je bil danes ta izglasovan, da zelo pomemben in da sedaj lahko s skupnimi močmi vplivamo ali pa pritisnemo na državo, ki verjamem, da bo te obljube izpolnila, ker zadnji sestanek, ki je bil z ministrom, je pokazal, da in jaz mislim po dolgem času konkretno, da smo zvedeli, kdo kaj mora narediti in dokdaj. In jaz mislim, da se bo to izpolnilo in da je ta seja ali pa današnji dan pomemben prav za to. Časovnica izgradnje blejske južne razbremenilne ceste je zdaj bolj ali manj v rokah države. Začela pa bi se lahko v začetku prihodnjega leta. Ja, predvidevamo, da bo država obljuba, ki je dal minister nam, da bi že naslednje leto mogoče zakopali tukaj v Betinu. Gradnja blejske južne razbremenilne ceste se bo začela z gradnjo krožišča v Betinskem klancu.